Z mano je pater Tomaž Mikuš in zanima me, kaj meniš o izzivu AIDS-a za cerkev? AIDS gotovo ni bolezen, ki bi bila samo izven cerkve. Pomeni je problem vsakega izmed nas oziroma celotnega človeštva. Tako da ni bolezen, ki je zunaj cerkve, ampak je bolezen tudi cerkve. Veliko naših bratov v Afriki boluje z AIDS-om. Ko govorimo o AIDS-u, je v Sloveniji uporaba kondomov nekako na prvem mestu. A meniš, da lahko dejansko uporaba kondomov ustavi širjenje virusa HIV? Zagotovo lahko širjenje virusa HIV omeji uporabo kondomov. O tem sem prepričan. Popolnoma zaustaviti ga pa ne more, ni dovolj. V Ugandi, kjer so imeli zelo uspešen program boja proti AIDS-u, so imeli program ABC, to pomeni Abstinence, Be Faithful, Use Condom, se pravi vzdržnost, zvestoba in uporabljaj kondom, če ne moreš biti nevzdržen, nezvest. Dolgoročna rešitev za to, da zaustavimo širjenje tega problema, je gotovo izobraževanje ljudi prav na področju spolne vzgoje, na področju odnosov, se pravi zvestobe in abstinence. Seveda je pa brez uporabe kondomov pa tudi ne vidim učinkovite strategije boja proti AIDS-u v tem trenutku, kot smo zdaj. Kaj pa potem meniš o odklonilni drži katoliške cerkve pri uporabi kondomov kot eni izmed oblik boja proti AIDS-u? Do odklonilne drže katoliške cerkve je prišlo predvsem iz enega razloga. To je, da je kondom sredstvo, ki preprečuje življenje, se pravi spočetje. Ampak tukaj se moramo pa zavedati, da je bila ta drža oblikovana pred 40 leti v encikliki Humane Vitae. Danes pa je situacija nekoliko drugačna. Bolezen AIDS poznamo iz 80 let, se pravi dobrih 30 let. In to popolnoma spremeni nekatere perspektive. V primeru bolezni AIDS-a, to sicer ni uradno stališče cerkve, ampak je stališče mnogih moralnih teologov, kondom se ne uporablja za preprečevanje spočetij oziroma preprečevanje življenja, ampak se uporablja za preprečevanje smrti. Torej, na nek način bi lahko rekli, da je uporaba kondoma lahko moralno obvezna za kristjana. Kajti s tem, ko nekdo, ki ima virus AIDS, ko uporablja kondom, zaščiti svojega partnerja pred tem, da bi nanj prinesel svojo bolezen. Odlično, najlepša hvala in vabimo vas v ponovni oddaji Mladi.net.